In zdaj seveda eminentna predstavnica pravne fakultete, poudarjam predstavnica in predstojnica katedre za pravno zgodovino, kolegica Katja Škrubej. Tukaj v tem na mestu moram povedati, da je poleg tega, da si profesor zgodovine, imaš na vesti tudi 6 semestrov zgodovine in 8 semestrov primerjalnega jezikoslovja. In seveda zdaj ne boš spregovorila o temi, zanimivi temi med vzpostavljanjem akademske skupnosti in sodne organizacije. Najlepša hvala, Tone. Najlepša hvala. Torej, najprej bi se res kratko zahvalila. Torej, Spiritus Agensu, verjetno, torej tega simpozija, vsi, ki se nekaj časa že ukvarjamo, ko govorimo leto, 2 ali 3, s stoletnicami svojih fakultet, oziroma univerze, malo teh zadnjih poznamo. In jaz moram reči, da res globoko poklon in kako dona, predvsem doktora Razpraviču, slovenski matici in tako naprej, da ste v bistvu nudili podporo univerzi, da se lahko pohvali za simpozij, ki je danes organiziran, da bom lahko prispevala en mali delček. Sicer dosti bolj specifično, kot je sedaj moj predhodnik pokazal vam neko tako trajektorijo, razvoj in primerljivih univerz po Evropi in seveda potem tudi naše. Moram mogoče povedati na začetku, kaj sem upeta, da bo se tako razumeli tudi moje komentarje. Teh zadnjih 2 letih sem bila naprošena, da sodelujem tako pri 150-letnici Odvetniške zbornice, kot zlasti pred 2 letoma 100-letnici Vrhovnega sodstva v Ljubljani in v bistvu tu nekako črpam tudi idejo, kaj bom predstavila v seveda kategoriji, ki ga za nazaj postavljamo, smo seveda akademsko zavezo in politiko, seveda pa spet podobno kot za univerzo in akademike, ki naj bi bili neodvisni in tako naprej, seveda do razmerje s politiko, lahko se da predpostavimo nekim idealnim stanjem, da bi se da moralo to veljati tudi za sodstvo, seveda pa podobni vplivi, včasih personalni, nekaj drugače, se da ogrožajo vedno znova sodstvo. Pa mogoče kar najmogoče še povem, da seveda deloma imam tudi sam predstavitev na drsnicah, kot je seveda slovenski lep nov izraz, deloma pa seveda bomo se pomagala z besedilom. Torej, gremo kar direktno v leto 1919 in seveda lahko ugotovimo nič kaj posebnega, da je seveda to leto ni pomembno samo zaradi strateške vključitve ene elite, bomo rekli, med intelektualci, katerih je že v predhodnih govoril, torej ali identiteti z ustanavljanjem Slovenske univerze ali ne, vemo, torej odpori so bili, različna mnenja in tako naprej. Podobno je bilo tudi, seveda, mogoče pa tudi malo manj znano, s vprašanjem Vrhovnega sodstva, ali seveda začeti, vsaj postopno, startno, se pridružiti prizadevanjem za enotno Vrhovno sodstvo. Celotno politični skupnosti, ne se tako preskočena kraljevina SHS, ali seveda ustrajati realnim razmeram primerno, seveda za pravno območje Slovenije in Dalmacije, Slovenija posebej, se svojim začasnim vrhovnim sodiščem. To je zelo zanimivo. Zdaj, zakaj sem bila pred časom že ideja, da tudi prvič ne govorimo o tem, pisala sem že delovno o tem, je, da je pogled v personalni sestav našega prvega zbora profesorjev seveda pokazal, da je polovica od 12 naših profesorjev in zdaj štejemo od honorarnih predavateljev do in profesorjev imenovanih do 15. aprila 1920, ko na tem mestu, in to se res štejem veliko čast, verjetno ne bo tukaj priplavilo, ker dejansko se toliko časa ukvarjam s temi našimi matičari, torej predavanja Leonida Pitamica, pravom revolucija, se pravi 12 profesorjev, ki so bili do tega datuma imenovani, je imelo pred tem sodniško kariero na najvišjih mestih, tudi v prejšnji državi, ko se tudi tako pozabila, vedno se mislim na Slovence, v smislu, da se niso upravili najvišjih upravnih in sodnih funkcij, temu v bistvu vsaj zadnji drug Habsburške monarhije nikakor ni res, ne tako. In seveda, kot rečeno, najvišja, torej sodniška
sodniška mesta ali pa seveda v pravosodju. Imamo tudi nekoga, ki je zelo visoko v ministrstvu za pravosodje. Se pravi, profesorji, ki vzpostavljajo akademsko skupnost, hkrati si prizadevajo ves čas za izpostavljanje slovenskega sopstvanja, to je ta moja tematika. Zdaj, tukaj mogoče preskočim vseeno, pa naj, sem razmišljala, ko sem poskušala odgovorila svojega predhodnika, vseeno rečem, če beremo, verjetno smo ga vsi brali, Svečeviški zbornik, in karkoli tudi naš predhodnik, naš profesor Janko Polec zapisal, mene vedno znova čudi in mogoče bi v razpravi nekaj več rekli, da seveda pravni argument, nekatere politične zlasti pravni argument, na katerega se sklicuje, če se ne motim, lahko popravite, se pravi tudi pri utemeljevanju, rečemo temu, zdaj biografskim vlastema, ne se smo imamo začasno predstavništvo in tako naprej, sega v leto 1849 v januarja, se pravi, ko na vprašanje slovenskega poslanca dr. Karla Ulepiča, grof Stadion, notranji in tudi šolski minister takrat, se jih malo ni več, ampak v tistem obdobju še je, na vprašanje o Univerzi v Ljubljani potrdilno. In to je argument, to jaz ne vem, tudi v tem pregledih, kjer so prej pričakovala, ki ga vedno znova, se pravi, bodi si zdaj ta zbor, ki smo reči, Kranjski parlament, državni zbor za mene, vse drugem ustavnem obdobju so dela prejšnji Kranjski parlament, ko seveda ni v svojih rezolucijah in tako naprej argumentira, zakaj pa Univerza v Ljubljani vedno znova ta pomembni pravno-zgodovinski argument iz 1849. Tako da mogoče v tem kaj rečemo, tako mogoče tudi malo za skrb, mogoče je bil do 12 arhivih, da se to seveda tudi morda še odkrilo in našlo čisto kot zbir. Ne seveda po posredovanju Polca, je to seveda kot eden voditeljev, še to mogoče, hoj za razpravo. Eno gibanje se mi zdi tudi prezrto, prej smo govorili o univerzi, zdaj malo zresija, nekaj ne do svoje teme, univerza v Trstu in v Ljubljani. Da je tisto največje gibanje, to je mene vedno presenečeno, da ste vi zelo ne znam na pamet, ampak lahko rečemo, in tudi povedala v spominu, kjer pa vidimo, da je odraz, torej želja, univerza, želja odraz, zdaj pa že nekaj, da bomo rekli, množične podpore, ne samo taborsko gibanje, ampak vse učiliško gibanje v 1901, ko seveda Dunajska vlada obljubi Italijanom Trst univerzo. Takrat je pa, bomo rekli, pravi revolt. In ko vidimo, to Polc poroča, tiste številke in impresionantne številke podpore vseh občin na Kranjskem, ne vem koliko na Koroškem, Štajerskem, tudi Dalmaciji. Potem pa gre tudi po, mislim, da po podjetjih, če vemo, ali so v Petiške, še po drugih slojih je impresionantno. Tako da to se mi zdi, da bi tudi treba povedati, se pravi, ko govorimo, je ta univerza nastala na takšen način in tako naprej. Ne samo neka oskredita, po 1901, kot se slovenska identiteta na ta način nekako širi, taborsko gibanje in tako naprej, da je to vse učiliško gibanje se mi zdi kar nekako prezrto in Polec je bil eden takrat je bil graški študent prava, eden od voditeljev in seveda iz tega navdiha, z tega čustvenega pod koncev, tudi vpetosti, si potem vaš čas prizadeval in da zbira vire, da v bistvu nam literaturo ohrani, tudi iz katerega več manj inspirira vsi na pričar. Dobro, zdaj pa seveda moji temi naprej. Se pravi, poleg teh ključnega premisleka smo rekli o glede univerze, tudi glede vprašanja, torej ali začasno Vrhovno sodišče bo gledanilo, pa je bilo lepo imenuje, ustanovljeno seveda že v času države SHS, se pravi v tej narodni prehodni upravi, v času imenovanja Žolkarjeva konstitucija, ustanovljeno v bistvu že novembra, poslovodnosti 1. decembra, konstitutivna seja poteka 19. decembra 1918 pod imenom Višje deželno sodišče v Ljubljani. Po svoji vsebini je pa to seveda začasno Vrhovno sodišče, ker se ta sama naredba v enem od členov seveda da pristojno, da sodi dokončno tisti zadeva, o kateri so prej odločali na avstrijskem Vrhovnem kasacijskem sodišču na Dunaju, odkoder naj tako povem, so kar trije, torej od 9 potem sodnikov na tem našem ljubljanskem sodišču direktno prišli z avstrijskega Vrhovnega sodišča kot sodniki. Imamo tudi pa še enega zelo pomembnega
funkciji tajnika. No, zato, da se da lahko razumemo, potem en tak zanimivo pismo, oziroma en odlomek iz pisma, to je Danila Majarona, podpismo ministru Albertu Kramerju, članu Jugoslavijske demokratske stranke, o svojem pogovoru s tajnikom, zdaj pa bomo rekli v tem času, da rečemo, da je tako v Zagrebškem oziroma Hrvaškem sodišču še, a ne 108 Morice, junija 1919, se pravi 2 meseca pred ustanovitvijo univerze, to moram povedati, vrš 23. julij, zdaj ali berete naše kolege, profesore prava ali pa v slovenski pravni 1920, v glavno, ko govorimo o ustanovitvi univerze 23. avgust, ko seveda tudi potem najkrajša, zakonu naše pravne zgodovine, samo 4 členov, zadnji člen lepo pove, kdaj bo res ustanovljena, to je takrat z objavo uradnih listov. Tako da rečemo 2 meseca prej, pravi Danilo Majaron, smo povedno misel, da med drugim je sam začasno vrhovno sodišče v Ljubljani pravni z razlogom, da morajo ostati tudi nekatere sodne moči, ker jih potrebujemo za predavanja na naši univerzi. No, zdaj se bomo dobili eno retorično vprašanje. Se pravi, od dras česa v naši zgodovini so te globoke povezave, personalne in stvarne, med izpostavljanjem akademske skupnosti, in to ne mislim samo v Slovenske univerze, videli bomo, da nekateri naši protagonisti so seveda ustanovili, ali so sodelovali bistveno, prispevali k ustanovitvi Akademije znanosti in umetnosti in vzpostavljali slovenskega sodstva in potem na to retorično vprašanje potem njih kratek in dobro bolj zaključko. Zdaj pa najprej torej še nekaj takih dejstev, ki so malo manj znane in povezana seveda s temi našimi profesori in njihovim širokim spektrom poslovanja. No, pa spet Danilo Majarona, malo zelo vidika. To je bilo že marsikaj povedano, ampak poglejmo, tudi pri njemu se vrste spodarja ta njegov prispevek, se pravi pri ustanavljanju univerze, z tega bolj parcialnega vidika, spravi tudi pač nadzorni pot zdaj, ampak predlog za više deželno sodišče v Ljubljani, pa že 1901, ki je čas vse učiliškega gibanja, da pa že takrat. Se pravi, jasno, da to pravnik, da je to seveda dolgoletni predsednik Kranjske odvetniške zbornice, se pravi, misli široko. In 1918 je tudi član, to je tudi malo bolj raziskati, ankete Narodnega sveta, tako imenovane za sodno stroko, znalo bo prirediti sodno pravo za nove razmere in 1919, kot seveda so znan vodja osrečniške komisije, je eden od pobudnikov resno angažiran, da naj začasno vrhovno sodišče ustanovljeno, torej, kot sem rekla, novembru 1918 Ljubljani, tu tudi ostane. Tako da mogoče ti malo bolj neko tako upnemo. Dobro, zdaj seveda ni edini, ni pa naš profesor, spravi, da se skoncentrira na tiste, ki so naši profesori in ne moramo mimo Gregorja Vladimira Kreka. Zdaj vam predstavlja 6 naših od 12 profesorjev, se pravi, kaj je njihova funkcija po pred imenovanjem, torej v kraljevini SHS, državi SHS in pri tem seveda v Avstro-Ogrski oziroma Habsburški monarhiji. Na kratko, potem se bom pa tem malo bolj posvetila. Torej, Gregor Vladimir Krek, do imenovanja 27. januarja 1920 za rednega profesorja je bil sodnik začasnega vrhovnega sodišča, eden od teh. Zakaj 7. januarja? Tukaj verjetno ne bo čas prehitev, verjetno že prehiteva. Naj povem, s tem sem se pa že ukvarjala lani, kdaj je naše vrhovno sodišče tudi v Ljubljani prenehalo delovanje. Tukaj bi celo morala popraviti, naša omenila kolega Milena Šterla, še profesorja, sodnika in tako naprej, ki seveda, zdaj niso svoje, torej niso spominje, ampak seveda pregled delovanja, je omenil seveda datum, ki je bil v pravnih aktih zaveden, tudi seveda smisli lepo zapeljati, 15. januar 1920, naj bi prenehal delovati. Sploh ni res, to pogledamo seveda komunikacijo predsednika Ivana Kavčnika s svojimi podrejenimi, pa zlasti Svetovni Zagrebom, vidimo, da je to marec, resno delovanje torej Zagrebškega vrhovnega sodišča oziroma pa še v zmaj. Se pravi, se potegne to obdobje vrhovnega sodstva na trdobni deli. No, ampak je jasno, tukaj se profesorja Gregorja Kreka naproša, da bi prevzel funkcijo vrhovnega sodniškega sodišča v
Zagrebu, on to odklonja, in je potem z veseljem prevzame imenovanje za rednega profesora. No in pred tem, ta tajni časih je za njih zelo visoko, kot če bi rekli, da je bil sodnik. Kasneje bom imela en citat, kako so izbirali tajnike za zagrebško sodišče. To si moral biti najboljših sodnikov na nižjih funkcijah. Se pravi, s tem se je tudi na tem področju Gregor Krek, ki so tudi znanski redatelj na tem časa zdaj prostora izkazal. Se pravi, potem je to Anton Skumovica, enkrat tam še zistil na slike, to iščemo. Tudi isti čas in ista funkcija. Tudi vrhovni sodnik postane torej profesor, pri tem je sodnik v Gradcu. Podobno je to Dolenc, pač imenovanje 2 meseca kasneje, tudi direktno vrhovni sodnik in tudi pri tem v Gradcu. No, Radoslav Kušej ima drugačno zadje, pomembno, po svoje seveda imenovan za rednega profesora, se pravi tudi nastopi potem v učiteljskem zboru pravne fakultete v letnem semestru. No, zdaj se tako preberemo. 23. novembra je imenovan, pa je na željo svojih poroscev, to piše Polc, torej za vodjo okrajnega sodišča v Privrku in s pomočjo častnika Malgaja, seveda tudi nekaj mesecev v sodišče. Ta asistira generalni majster, to sem se malo spraševala, da imate huda beseda, pa je, prenese ukaz narodne vlade, se pravi, pri prevzemu Mariborska. Ampak to je eden od naših profesorov, ki se je aktivno angažiral v teh prelomnih časih. Pred tem tudi sodnik. Janko Polec, kar je brez profesorja Polca, kot rečeno, in torej njegovih skrbno preučenih ali zaprečevanih, podatkov na podlagi katerega tudi torej ta znani zbornika potem šel. Zdaj, bil je imenovan najprej za honorarnega profesora, potem zelo hitro je postal profesor za pravno zgodovino, prvi profesor za pravno zgodovino pri nas, naš predhodnik. Je bil torej referent za kazenske zadeve in poverjeništvo za pravosodje, tukaj so še neke zgodbe, seveda v ozadju neke zamere, tudi personalne. Pomembno je pa to, pred novembrom je bil pa na avstrijskem vrhovnem sodišču, če preskočim eno leto, ko je bil na enem prvih ministrstvu za socialno zadevo v Evropi sploh, zaradi svoje kvalitete poklican na visoko pravniško funkcijo v to ministrstvo, bil pa 7 let spet pri avstrijskem vrhovnem sodišču v novi evidenčni pisarni za enotno kulturo. To za pravnike zelo veliko pomeni, nimamo časa, da gremo v to, se pravi, imamo torej 2, ki sta direktno, torej ne sodnika, pošla v profesorski zbor, so tudi zelo imenitna, se pravi, že v prejšnji državi. Milan Škerer, tisti, ki je pa z najbolj srcem se posvetil tej drugemu poslanstvu, torej spostavljanju sodniškega sodstva, ne mogoče mimo Ravniharja Vladimirja, potem te operativne torej naloge izpeljeval, koliko je pa seveda novih in vedno slabših razmerah to možno, je pa Milan Škerer, seveda, ki je spet izučen, če tako rečejo, na Dunaju, na ministrstvu za pravosodje na Dunaju, tukaj je posebej se poudarja njegove zasluge pri veljavnem sodišču Primorskem, drugače pa seveda spet kot pravnik, da nas je pomembno, da je sigurno sodeloval v prvi zakon o družbi z omejeno odgovornostjo, se pravi nekaj novo, čisto gledano v pravnem smislu. Ampak seveda za nas z tega vidika treba omeniti. In tako je ta pregled pripravljen. Zdaj pa, kot sem si zamislila, se pa posvetili temu spektru 3 profesorjev in njihovih udejstvovanj po enakem vzorcu, nekaj smo videli v univerzitetni karieri, predhodni sodniški tudi lahko spustimo malo več podatkov, ampak dvema vidikoma potem njihovih udejstvovanj po letu 1918, tako pri Kreku, Dolencu, kot potem pri Škerju. Recimo, Gregor Krek je leta 1954 podpisal razpravo organizacije sodišč po najnovejšem zakonskem načrtu, se pravi, se zelo poglobil v materijo. Potem pa tudi operativno je bil v stalnem zakonodajnem svetu, se tako sta bila tudi metod Dolenc in Škerer.
in celo član Vrhovnega zakonodajnega sveta, tudi lahko rekli, v tem težkem obdobju 1921, kjer sodeluje pri zakonu o ureditvi rednih sodišč. Hkrati pa ne pozabil, da skakatelj, profesor na pravni fakulteti in tudi profesor Kranc, največ o tem pisal, največ tudi ve, poskrbel za pravne podlage za delo Akademije znanosti in umetnosti. Tako da je ta paleta udejstvovanj prav res nevelika. Mogoče malo manj znano, Metod Dolenc, torej profesor za materialno in strokovno kazensko pravo, seveda tudi, tako rečemo, za pravno zgodovino, najbolj znani seveda njegovo izdajanje Gorskih bukov in dokumentar, potem je šla, večkrat dekancev, seveda tudi Gregor Krek, tudi rektorja oba. Spet po 1918, prav tako je v pravnem svetu, v Vrhovnem pa za kazenske zadeve. Prav tako on sodeluje pri ustanavljanju akademije in je načelnik tega razreda za zgodovinske družbene vede od začetka in do svoje smrti. No, recimo še ena taka intervencija, Metoda Dolenca tako na začetku 1920, ko seveda brani zdaj to vzpostavljanje slovenskega sodstva na način in v razmerah, kot seveda je bilo možno. Tukaj je že v tem trenutku bivši sodnik, kasneje, tudi naš kolega Širše, tukaj spravno zgodovino France Goršič, je zelo kritičen do teh prišlekov, če lahko rečemo, do z Dunaja, pravi, da slovensko sodstvo preveva dunajski duh, in kako lepo mu Metod Dolenc, ki je opet, se pravi, kot profesor, kot vrhovni sodnik, kot nekdo, ki dejansko skuša stvari spreminjati, na tale način, da bi to prebrala, ker zelo odraža seveda duh časa. Pravi, dunajski duh, katerega očita Goršič glasno in jasno slovenski justični upravi, gotovo ni škodil slovenskemu pravosodstvu. Če so možje prebrali po svoji najboljši vesti in vednosti poklicali na čelo pravosodne uprave odličnjaki iz Dunaja, ki so bili tam za svoj narod tudi že mnogo kaj storili, in če so podoben premisleku sklenili, da naj ostane, to je pomembno, vsi zakoni, vse naredite na vic revoluciji po načelu kontinuitete uveljavi, se pač ne bomo čudili, da so dunajski gospodje nadaljevali stvarno delo uprave v Sloveniji pod dotlej veljavni predpisi. Sam je to veljevala fundamentalna zakonitista naroda sama. Naj rečem, da smo se temu posvetili prejšnjim letom. Na pravni fakulteti smo začeli praznovanja stoletnice, sodelovanja s našo zgodovino, kolega Gabica, radi drugi funkciji seveda je sodeloval in v kakšnem tednu ali dveh pričakujemo tematsko številko Inštituta za novejšo zgodovino, kjer seveda se ukvarjamo s stoletnico narodne vlade in seveda pravne fakultete in se tega zelo veselimo. In priporočam veliko, digitalizirano tudi tako je, to je nadaljevanje v bistvu malo tega. In še hitro univerzitetna karijera Milana Škerla, samo preskočimo. Torej, on je pa res tisti, ki pravi, on zavrne redno profesuro, zato da bi se lahko posvetil vzpostavljanju, torej in vidite njegove funkcije, ki ne bi niti brala, tudi postane tako začetka redni član akademije. In kar je pomembno, ker to je malo moja tema tudi za zaključek, seveda, ko govorimo o teh globokih povezavah za Karla Pravnikov, tudi Tehnološka komisija na SAZU. Leta 47 ima zavednika predsednika Tehnološke komisije in seveda do konca se ukvarja s tem, da bi to zaživili. Kolegi SAZU-ja pravijo, da v tem skoraj več nič ni v njihovem arhivu, kaj je velika žalost. Ampak tole bi to mogoče preskočila, ker sem šla zelo že proti koncu. Tako da zdaj, če seveda dve poanti, ena poanta je seveda bila, kaj je zdaj za časem vrhovnih sodiščem. Majaron tudi se pusti nekako prepričati, da to, da ima nek smisel postopno postavljanje vrhovnega sodišča enotnega, ne v Beogradu, kot da v Zagrebu, kar je tako urugljeno in tudi potem v ljubljanski ustavi določeno, seveda pa zaradi realnih razvijat nemogoče, imamo 6 pravnih ozemlja, ne poenoteno civilno pravo, nobeno iz stroke ni to pričakoval, da bi bilo to seveda mogoče. Se da seveda prepričati in pustimo, samo preskočimo, da leta 1939 seveda pride vrhovno sodišče še tem imenom nazaj v Ljubljano in lani smo lahko uspeli tudi pokazati, da je delovanje res začelo in tudi tukaj je že neka razprava, če bi koga zanimalo objavljena, to so relativno novo odkritje okoli teh stoletnic.
Naj pa poudarim, včasih se reče, so menili v Zagrebu, pa ne, Slovencija ne svoje sodstvo in tudi na tem zakonem, torej na tem simpoziju o stoletnih zakonega sodstva je se zagrebski profesor Kotel na ta način ne malo izpostavil, ampak potem sva hitro zaključila, ker seveda damo prebrati, to se mi zdi tako zelo lepo. Predsednik Ivan Kavčnik seveda je tudi potem ostal na Ljubljani, ni postal vrhovni sodnik, torej v Zagrebu, ampak jasno so zelo pazili na znanje slovenščine, tudi vseh pisarjev. Ne samo tudi znanstvenih, tudi kot tajnik, in sprijemo spet do tega, kaj tajnik dela, to se mi, če preberete, zelo pomembno pravi. Ta predsedata v komisiji za zbiro kandidata je Hrvat rojen, šele malo časa ureduje v slovenskem jeziku, te potrebne spretnosti slovenskega konceptu še nima in si v vrhovnem sodišču tudi ne bo pridobil. Ta spretnost se mora pridobiti v aktivnem občevanju, z ljudstvom in tako naprej in ta kandidat je zavrnjen. Tako da, res je že hvala za pozornost, bo čez eno minuto. Mogoče samo še zaključek, ta globoka povezanost, zakaj prizadevanje teh enih in istih ljudi na obeh področjih. Prej je bilo na hitro rečeno, seveda, slovenski jezik, slovenščina in nemščina in tako naprej. Ampak, če gremo v program Zemlje Slovenije, tam seveda se zelo znana točka o uveljavitvi slovenskega jezika v sodstvenem upravi je seveda jezima, kot to berem, in seveda to študentje morajo imati drugače razumeti ponovno izpostavitvi, ker seveda mi imamo na prvi instanci razpravni jezik, seveda ustni jezik, do odpravnice potemljanja sodišč je slovenščina, svoje razkovanega dela, lahko povim zelo natančno, kjer vse, kot vsa področja, nimo potrebno nikoli vzpostavljala pa prevajati z nemščine in tako naprej. In ta čas seveda gre tudi zahteva po univerzi. In tukaj mogoče v razpravi, zakaj tako govorimo o Zemlji Sloveniji in programu, se torej ta zahteva in ta potrditev stadiona, se pravi, da, ravno v Ljubljani, ja, torej vse učilišče, hkrati pa seveda lahko s tem tudi zaključila, povemo, pravijo, se tudi zaradi tega smo vam dopustili, oziroma dovolili in tako naprej. Prva predavanja, ki so seveda predavanja Josipa Kranjca, se pravi Ina Žgona, o pravu, državljanskem pravu v civilnem